Dober dan, lepo pozdravljeni v sveži epizodi podcasta Delo in dom. Podcasta, v katerem govorimo o vseh temah vezanih na kvaliteto bivanja. V današnji temi se bomo preselili v zunanjost na vrt. Trenutno je pomlad in primeren čas za pričetek vrtnarske sezone. V ta namen smo v studio povabili dve sogovornici. Obe sta sonaravni načrtovalki vrtov, Jernejo Jošar, agronomko in avtorico številnih vrtnarskih priročnikov, in pa Jitko Hreščak, avtorico projekta Raj na zemlji. Dobrodošli, lepo pozdravljeni. Dober dan, Živijo. Kaj je glavna napaka, ki jo novi vrtnarski navdušenci počnejo, ko štartajo svojo prvo vrtnarsko sezono? Katera bo? Jaz mislim, da največja napaka je, da z navdušenjem posejo ogromno rastlinc, ogromno semen, ki jih kupijo v trgovini, in potem pa se šele začne kazati, kaj dejansko je treba vse narediti na vrtu, in da se lotijo preveč vsega brez nekega študija oziroma brez navodil. To je zelo tipično. Ja, res, bi se strinjala s tem, ker se enostavno res zaženejo, tako veseli, zdaj pa bomo mi tudi to, potem je pa zelo hitro pride do nekih razočaranj in zato tudi se mi zdi, da hitro obupajo marsikateri. Ne. Po drugi strani pa se mi zdi, da spet si ne upajo ljudje vrtnariti, ker si imajo občutek, da je pa toliko dela potrebnega v predvsem prisotnosti. Ne, to smo se tudi midve že pogovarjale. Ja. In marsikdo še reče, veš, jaz nimam časa, ne, po službi še to pa to pa to, ne, ampak dejansko veva, ne, midve, da potrebuje človek toliko časa. Ne. No, to lahko vrtnari čez vikend. No, to mene zelo zanima, ker sem odrasla v družini, kjer smo vso hrano pridelali sami. Vrt je zahteval ogromno angažmaja, neprestanega angažmaja, in zdaj nekako bi tudi sama rada, ampak si ne upam ravno iz tega razloga, ker me je strah te silne, stalne prisotnosti, da pol pa ne moreš iti za dlje časa na dopust in tako, ker pač. Tako da se veselim, da boste dali kak namig, kako vrtnariti enostavneje, ali kako naj rečem. Tako je. Kaj pa so tisti prvi koraki, ki naj bi jih naredil nekdo, ki se odloča za vrt? Jaz mislim, da treba kakšen priročnik vrtnarski vzeti v roke najprej. Ja? Najprej, in tudi vsakemu jaz tako svetujem, da ga je res potrebno brati od začetka, kot knjigo. Ne. Se mi zdi, da v bistvu potem si kupimo nek vrtnarski priročnik, pa takrat, ko že nam nekaj raste, gremo pa hitro listamo, kaj zdaj moram narediti za solato, kaj moram s tem, kaj moram s tem. Je pa ponavadi v teh vrtnarskih priročnikih ravno tisti sprednji del, mogoče marsikomu malo bolj dolgočasen, ki zajame pravzaprav tiste osnove, tisto neko filozofijo, bi lahko temu rekli, ki si jo potem lahko sam človek malo priredi sam sebi, svojemu načinu življenja, ne, da se res naučiš tistih osnov. Pa fajn je, da ne vem, jaz vem, ko sem se učila, pa ti tudi verjetno, Jitka, ne, da sem prebrala vse živo, kar je bilo, ne, in potem v bistvu tudi malo vzameš permakulture, malo vzameš, preštudiraš biodinamiko, pa ne vem, še kakšne te filozofije bi temu rekli, in potem nekako združiš to v neko svojo lastno filozofijo, ki je pač tebi pisana na kožo. So pač metode, ki zahtevajo malo več časa, permakultura recimo je tista, ki res si nastaviš stvari tako, da ni potrebno, da si cel čas prisoten. Ja, res je. Jitka, vi ste svoj prvi vrt ustanovili, če temu lahko tako rečem, v atriju stanovanja v blokovskem naselju. Kako je ta zgodba potekala? Ja, res je, da smo začeli na zelo majhnem vrtu, ki ima 70 kvadratnih metrov, ampak to je vključno s teraso, vključno s potmi, ki so utrjene, ali pa s kakšnim odlagališčem oziroma pač nekim prostorom za kolesa. Tako da dejansko zelenice ali pa zemlje je bolj tam nekje 50 kvadratnih metrov. In jaz sem že takrat vedela, da jaz želim pač imeti enkrat veliko zemljišče, želim živeti na jasi sredi gozda pač in gojiti popolnoma vse, in se sploh nisem ukvarjala s tem, da imam premajhen prostor. Sem rekla, nekaj pač bom začela, bom samo vse pač
v malo manjših količinah gojila. In so me vsi gledali čuden in sem iskala potem pač načine, kako bi zdaj vse nekako efektivno zložila. In mi je uspelo, potem sem naletela tako na permakulturo in sem videla, da se dejansko da s pomočjo tudi zasaditve gozdnega vrta gojiti sadje in jagodičje in kakšne užitne uporabne trajnice na zelo majhnih površinah, med sabo si pomagajo, v bistvu jih relativno na gosto, za naše pojme klasičnega kmetovanja ali pa vrtičkanja pač na gosto posadimo, ampak s tem imamo na zelo majhni površini ogromno enega pridelka, ki je sicer zelo pester, a ne? Seveda ne moram jaz doseči neko samoskrbo za celo družino na 50 kvadratnih metrih, ampak dejansko tudi s nekim pametnim zasnovanjem in načrtovanjem in efektivno uporabo teh gred se da tudi zelenjava čez celo leto s recimo trojnimi setvami, z nekim kolobarjem dobro načrtovanim narediti tudi na tako majhnih površinah in pač za sproti je res potem skozi. Tudi po zimi hodim na Atrij pač po neko zelenjavco. Ne. Je pa bilo še nekaj, da ko sem v bistvu jaz se naučila permakulturnega načrtovanja, naredila sem načrt za vse užitno in za rastline, sem ugotovila, da v bistvu še vedno hodim samo jaz na ta vrt. Da moji otroci se premalo igrajo, ker bi mi tam pač neki pohodili ali pa moj mož pa itak sploh ni imel tam kaj za početi, ker ni navdušen vrtnar, ne. In jaz sem si predstavljala, da ta vrt bo nek prostor, kjer se bomo družili, ker bomo preživljali skupni čas in da bomo več zunaj, ne. To so bile glavne sanje. Tako da sem se še potem začela zanimati za vrtno arhitekturo, ki se osredotoča za človeka na vrtu, da umešča neke elemente, ki ga pritegnejo na vrt, oblikuje vrt, poti in zaseditve tudi pač na tak način. Kot nekak bivalni vrt. Ali... Ja, da človeka vabi ta vrt, da sploh stopi tja, da mu je lepo, da je tam in da tam tudi ostane dolgo, da tam ima nekaj za početi. Zdaj imam pa jaz eno čisto začetniško vprašanje. Kaj pomeni sonaravno vrtnarjenje? Sonaravna definicija. To je najtežje povedati. Jaz bom čisto tako preprosto skušala povedati. Sonaravno. Pravzaprav to nekako pomeni, da dejansko vsa pravila, ki so v naravi, ki so preizkušena, ki vemo, da veljajo, poskušamo vnesti v svoj vrt, na svoj vrt. Vse te vzorce, ki delujejo na vrtu, se pravi, seveda, tu ne uporabljamo nobenih kemikalij, nobenih pesticidov, nobenih sintetičnih gnojil. Skušamo delati tako, da pravzaprav imamo skozi v glavi, da imamo ta košček zemlje pravzaprav samo na izposojo in da ga ohranimo takšnega, kakršnega smo ga dobili v roke. Oziroma, če smo slabega dobili v roke, ki je, ne vem, onesnažen z kakšnimi pesticidi ali kaj, da ga izboljšamo in da potem popravimo in da potem dejansko pustimo za sabo tako, kot mora biti. No, pri vašem prvem vrtu vam je pa en prijazen gospod hotel pomagati in vam je hotel prištihati. Ja, to je bil, tu smo s prijateljico najeli en vrt v eni skupnosti vrtičkarjev. Ja, to je bilo 20 let nazaj. In potem v bistvu sem jaz enkrat zamujala za službe, Majda je bila že na vrtu in potem mi po telefonu reče, vse veš, ne se ustrašiti, sam pripravi se, ker tukaj je en gospod, ki nama hoče pomagati. Ne, mi že malo pripravila, ker pa vedela, ne, da nočem, da se prekopava. Je pa to bil vrt, ki je v bistvu eno leto bil čisto na miru, gospod, ki ga je imel v skrbi, pač več ni mogel skrbeti za njega in so ga potem naprej ponujali. Tako da je bilo v bistvu prav ta lepe rastline so rasle gor, ki so poskrbele za to, da je zemlja bila pokrita, da je bila spočita, da je bila v bistvu še zmeraj rodovitna in ne bi bilo res veliko dela treba, ne, še fajn, da še zapadlo. In ja, in potem v bistvu si gospod ni dal prepričati, da midve ne rabive pomoči. Ja, gleda, kaki sta, so suhi pa, ne vem, kako boste to vidve, ne. Bom jaz, no, pol ga je na srečo gospa žena poklicala, da mora priti domov na kosilo in je šel, da polovica. Zakaj
pa je tako slabo prekopati in pognojiti? Tako sem ravno rekla, ne, v bistvu nek red je že bil v tej zemlji, lepo je bila pokrita z rastlinami, zemlja spravim skozi poskrbi za to, da se zaščiti, ne, tako vidimo, ne, pravzaprav to naredi tudi za pleveli, bom dala v narekovaj, da se pokrije vsa odkrita zemlja, da se zaščitijo mikroorganizmi v tleh, tudi večji organizmi, ki nam pomagajo pravzaprav organski material spreminjati v hranila, ki so potem na voljo rastlinam. Tudi ti mikroorganizmi so itak cela poanta, ne, tega, kar se potem dogaja z našimi rastlinami. In v bistvu tudi, ko prekopavamo, pravzaprav obračamo zemljo, tisti red, ki ga oni imajo v tleh, obrnemo na glavo in sej trenutno je ta struktura tal lahko fajna, ne, si mislimo, kakšna fajna zemlja, potem pa v bistvu ne poskrbimo za to, da bi jo med vrtnarjenjem lepo zastrli z organsko zastirko in je na voljo spet vsem, in soncu in dežju, ki jo zbija in spet seveda postane zbita, ne, zaradi tega ljudje mislijo, sej moram prekopavati, ne, kaj mi zdaj ta govori, da ne smem prekopavati, se mi tako izbije. Ampak to je pač naslednji korak, ne, ko nehamo prekopavati, se pravi, ko se mora hljamo tla, moramo poskrbeti še, da so tla zastrta. Neverjetno, se strinjaš. Je, absolutno. Jaz bi mogoče sam povedala, ker tole je še vedno za veliko ljudi neoprijemljivo, ampak zemlja v naravi je pač rodovitna in nobeni ne rabi z njo zdaj nič delati, niti gnojiti, niti zalivati in vse nekako raste samo. Ja, jaz se poklicam včasih, da ne hodijo škrati v gozd po noči, ko nas ni gnojiti, pa zalivati, pa okopavati. Ja, pa še okopavati ali pa kaj tazga, ne. In ljudje in ta zemlja v bistvu v naravi vse stremi k temu, da bo nastalo obilje, da pač vse se ureja samo, vse raste samo. Ko pa mi pridemo in zdaj to zemljo, v kateri so koreninice, razne živalce, čisto majhne in tudi take mikroskopske, tam imajo pač neke svoje domove, porozno je vse skupaj, to pomeni zračno in ta zračnost je zelo pomembna. Tudi zelo težka ilovnata zemlja se naredi zračna, ko jo pač pustimo v naravi nekaj časa, pridejo pač živali, ki naredijo večje luknje, potem pa se širijo z manjšimi živalci, pač v manjše luknjice. In ta zračnost je pomembna za to, da nam uspevajo rastline in da se razvije nek ekosistem noter v zemlji, ki potem dovaja hranila rastlinam. In če mi to vse podremo, mi dejansko podremo tudi fizično to mikrostrukturo s temi mikroporami in malo večjimi porami, v bistvu uničimo to prhkost teh tal. Ne glede na to, da ubijemo vse to živo, ki je tam tole vse nekako delalo. In to je največji problem, ker mi s tem znižujemo rodovitnost. Tako da, če mi pustimo 3 leta oziroma tudi 1 leto pri miru to zemljo, v bistvu je bolj rodovitna, kot če bi mi jo prekopali in dodali gnojilo, ker vedno moramo potem dodajati ta gnojila. To se zgublja, to se spira in se podira predvsem ta zračnost in zračnost je ful pomembna za rastline. In to imamo zdaj velike težave s tem ravno, z težkimi stroji na velikih nivah, s težkimi stroji, v bistvu, ko se pobere pridelek, se samo še umetna gnojila dajo, ne, nobene organske mase se ne dodaja, gola ostaja tla, tako da res stremimo k temu, da predvsem se vsa organska masa, ki je tam zrasla, se odnese stran. In to v naravi se spet ne dogaja. Vedno vse pač odmre, pade na tla in se razkroji in s tem se vrnijo vsa ta hranila pač v tla, pa se še spet pripravijo za rastline. Eni ljudje tudi tako nekako živali vključijo v to stvar, se pravi, kakšne kokoši ali prašiče, da pol nekaj časa, da predstavljajo, ne, svinjak na prostem nekaj časa deluje na enem mestu, pa pol je tam zemlja primerna za gojenje nečesa, tako da tudi to, čeprav razumem, se da vključiti. No, pa zdaj se je pomlad pri nas pa že res pričela, sicer je še malo mrzlo, pa vseeno, a smo že mogoče prepozni za začetek vrtne sezone ali še zaradi mraza še velja malo počakati? Jaz bi rekla, da nikoli v bistvu nismo prepozni, ne, ker v vsakem mesecu je nekaj, kar
lahko posejemo, posadimo na vrt. Tudi če junija začnemo, je nekaj, ne, da lahko smo v glavi, da je to treba. Ni konca vrtnarske sezone, nikoli je celo leto. Ja, razen po zimi, ampak tudi po zimi je treba recimo načrtovati, kaj bomo, ali razmišljati o tem, kaj se bo sejalo. Ja, absolutno. Zdaj dejansko, če bi želeli čisto od začetka začeti, se še skoraj vse da ujeti. Tako, če želimo lastne sadike sejati. Tako da recimo kakšen gomolna zelena ali pa, to je že malo na meji, ali pa kakšne kapustnice. Ampak to za notranje prostore, ne? Zdaj še sami vzgajamo. Za zunaj pa, ko se bo malo, ko ne bo več minus, pa pridejo sam kakšne redkvice, špinača, te stvari, ne, na začetku, potem šele. Moramo paziti tudi v bistvu sploh za kasneje, za toploljubne rastline, ne, ljudje delajo napake, da prehitevajo, ne počakamo v bistvu, da se tla ogrejejo, ne. To je potem velik problem, da se korenine ne morejo razvijati, in ne morejo potem tudi seveda hranil, ne, črpati, če so tla prehladna. Kaj pa so trenutno najbolj aktualna opravila na vrtu? Kaj? Jaz svojim rajskim vrtarjem rečem, dajte najprej iti z naglavno lučko, ko gre sonce dol, ko je že tema, dajte iti na vrt in poglejte, koliko imate polžev za letos. Ker če se tole ne naredi, potem pa v bistvu je vse, kar bomo dali na vrt, malo zgubljeno. To pa še zelo dobro vem. Polži so res, vsako leto je huje. Kaj pa naj s polži naredimo? Mi smo jih pobirali v kanglice, pa jih je babica posolila. Ja, jaz bom tako navedla, vsak si bo izbral tisto, kar mu je ljubo, oziroma kaj mu je še prebavljivo. Jaz uporabljam osebno kakšne krožnike z suho polento, ki jih nastavim, in to oni radi jejo, ampak v bistvu, ko je ta polenta suha, se jim to posesa v bistvu vlažnost, nabrekne. In to jih onemogoči, ne. Pognojijo zemljo potem, ne, se razkrojijo v zemlji. In je pa tako, da ko enkrat dežuje in spomladi veliko dežuje, se to zmoči in potem pa ni ta efekt. Drugače pa poleti to lepo deluje, ali pa moramo menjati redno. Definitivno pa delam to, da hodim pa pobiram jih. Zdaj imamo neke dve možnosti, 3 recimo. Ena je, da jih damo na kup z vrtnimi odpadki, kjer oni dejansko naprej razkrajajo in se ponavadi res zadržujejo na tem kupu. Ta kup potem, ko se tudi nekako razkroji, pa ni primeren za to, da ga damo na vrt, ker so tam jajčeca, so se tam začeli množiti, ker jim je bilo fajn. Ne. Plus pa ni to 100%, seveda, se lahko nekaj zgodi in oni lezejo naprej nekam drugam. Lahko jih pa podarimo sosedom. V rjave kante jih damo, tam pa spet imajo veliko za jesti, ko da še uživajo pred koncem svojih dni in hkrati pa se skompostirajo, tako da nekako to okrog se zaprejo. Ali pa v bistvu jih mehansko nekako pokončamo. Jaz sem za hitro smrt, ker tiste s kemikalijami pa to je pol vprašanje, kam to potem da. In če to zliješ nekaj posoljenega ali pa kaj s kisom ali kaj se še dodaja na vrt, to je zelo slabo za zemljo. Ja, veliko vrtičkarjev še soli, ne, prav direkt v zemlji soli. Še to, kar je katastrofa. Drugače pa eno homeopatski pripravek tudi deluje, ki je narejen iz hišic teh naših domačih polžev, hiškarjev. Ja. To se malo kdo ve, da v bistvu ti naši domači polži samo da tudi prehranjujejo z jajčeci. To sem tudi jaz šele pred nedavnim odkrila, ker v bistvu si govorijo, da ti Lazari, ki so iz Španije, Portugalske, da nimajo naravnih sovražnikov, ampak jih menda polži pojejo jajčeca. In je ravno ta homeopatski pripravek je narejen iz hišic, tako da v bistvu odganja polže, grejo stran. Homeopatski pripravek naredi pravzaprav rastlino neužitno za te polže. Je pa fajn, da se jih pobira.
Ja, to mora cela soseska sodelovati, če ne ni nič. Ker tudi to se dogaja, ne, da se nabira, pa se pa meče ali pa v naravo nosi in pač Nima učinka, ja. Pa glede na to, kako so se zdaj letni časi zamaknili oziroma kako se vreme spreminja, je setveni koledar sploh še aktualna zadeva ali se tega sploh še da držati? O tem smo se ravno pogovarjali. No, jaz bi mogoče povzela, kaj smo ugotovili, obe sva se strinjali, da v bistvu še vedno te datumi so nek okvir, neka struktura, okoli katere se zdaj malo bolj vrtijo, bolj na široko te resnične možne setve. Da moramo biti v bistvu skozi pazljivi na to vreme in gledati recimo, letos je recimo ta zima po moje dokaj hladna in dokaj dolga, če vzamem 2-3 zime, ki so bile za nazaj. In bi skoraj rekla, da se res splača še počakati in iti po tem konzervativnem koledarju. Bomo pa videli, kako bo naprej po tem sezoni. Tako da malo gledati, no? Oboje definitivno gledati. In vreme in tudi klasične priročnike pa setvene koledarje. Ja, tudi to bi mogoče še dodala, da so zdajle poletje tako res zelo, zelo vroča. Jaz sem recimo, ne vem, kako je pri tebi, jaz sem opazila na mojem vrtu, da takole že 2 leti sploh ne morem kapusnic teh zgodnjih gojiti, ker v bistvu že tako pribija tisto močno sonce v maju, da enostavno ne tvorijo glav, cvetača ne naredi cveta, brokoli ne naredi cveta. In se mi zdi, da bomo tudi tukaj morali malo potem presoditi, da očitno pač kakšne stvari ne uspevajo, ne samo zaradi škodljivcev pa bolezni, ampak tudi zaradi vremenskih razmer. Čisto tako. In sem se pač odločila, da bom v bistvu temu posvetila več prostora na vrtu šele v jeseni, ne? Potem kot naknadne posevke, ker jesen je pa zdaj že tako dolga. In tudi to, ne vem, se mi zdi zelo, zelo pametno, da mi smo navajeni, da bučke pa kumare sejemo maja, presajamo maja potem na prosto in dokaj hitro v bistvu tudi kumare grejo. Ne? Tako nekje že avgusta one zaključijo, da je mogoče pametno, glede na to, da imam zdaj tako dolge jeseni, še enkrat to posejati junija, ne? Ker se potem malo zavleče sezona. Tako da take stvari se mi zdi, da se bomo morali vsi malo na novo učiti pa prilagajati. Tako je z novim vremenskim razmeram. Kako pa se še lahko prilagajamo? Ne vem, zdaj, če so te toče, verjetno z nekimi zastirkami, kako še lahko vrt prilagodimo novim izzivom? Jaz vsakmu svetujem protitočno mrežo, da praktično druge neke stvari, mora biti mehanska zaščita. Tako, ja. Vse je dovolj, da enkrat pride in ti vse uniči in sem že bila v tej situaciji, tako da se ne splača pač se zanašati, da mogoče letos bom imela srečo ali pa da bo šlo mimo. Pa tudi ta mreža protitočna, v bistvu tudi neka zaščita močnega sonca pravzaprav poletje. Ne, tako da par ljudi na Primorskem mi je reklo že 5 let nazaj, da dejansko jim to pomaga, ne, ker drugače ne bi nič pridelali. Zdaj pa že pri nas tako vroče, kot je na morju. Ja, res je. Samo morja nimamo. Jitka, vi se pa veliko s kompostom tudi ukvarjate. Ja. Kako narediti svojega, kako ga uporabljati? Zdaj, kompost, nekih metod, kako priti do komposta, je veliko. Ampak jaz sem postala velika navdušenka nad hitrim vročim kompostiranjem, ravno zato, ker sem se naučila v bistvu, sem poizkusila nekaj različnih metod, Berkeleyjevo metodo 18-dnevnega komposta ali pa potem sem se učila od ameriške šole Soil Food Web kompostirati. Nekako sem to vse skupaj skombinirala še z nekimi svojimi pač iz okoljevarstva pa mikrobiologije informacijami in v bistvu imam rada hitro vroče kompostiranje zato, ker mi zelo kontrolirano, nadzorovano, ampak tudi z zelo zagotovljenim rezultatom pripravimo v praktično 3 tednih vrhunski kompost. Iz česa? Kaj je sedaj noter?
noter pa je zelo pomembno, da se dajo ne samo živalski gnoj, kot ljudje velikokrat razumejo kompost kot nekaj, da je pač samo živalski gnoj, ki je nekaj časa počival, ampak v resnici spet se želimo približati naravi in nekim naravnim procesom. Seveda tukaj pač pohitimo cel ta proces, ne, v naravi bi to potekalo hladno in pač zelo dolgo, ampak tukaj mi v bistvu vzamemo poudarek je na rastlinskem materialu, ki se tudi v naravi nekako razkraja in ustvarja ostanke hrane. Lahko tudi ostanki hrane, predvsem pa vrtni odpad, kot so neki zeleni materiali, travni odkos, plevel in take. Je pa tudi seveda kuhinjske odpadke lahko damo noter in to se tudi šteje kot nek zelen material. In potem pa neki ostanki olesenelih delov rastlin. Mogoče še najboljš pač listje ali pa kakšna slama, ki je tudi sicer pač iz jajčne lupine. Tudi lahko noter, ja. Vse gre skoraj lahko noter. Je pa tako, da se to zmeša in živalski gnoj s teljo in tale zelen material in ta nekak lesen material, ki prihaja pač z dreves več ali manj. In se to zmeša in vse skupaj se kompostira, hkrati segreje se to na med 55 do 70 stopinj. To se samo segreva. Ja, čisto samo se segreje, ja, ker pač se začnejo razkrajevalni procesi in v bistvu je tam tak žur noter v tem kupu, da je kar vroče, a ne. In potem pa imaš kompost. Je mogoče domač kompost tudi kje kupiti? Domače, mislim domače. No, ja, težko za pač... Meni je zadnje čase pač več ljudi povedalo, da v bistvu v Sloveniji nekje nabavljajo velike količine komposta. Jaz s tem osebno nimam izkušnjo. Očitno je na voljo, kar je super, samo vedno je treba se sprašati, odkot prihajajo materiali in kakšna je kvaliteta. In jaz sem v bistvu se ukvarjala zadnjih, zdaj to bo že skoraj 3 leta, ko sem se začela s tem ukvarjati tudi strokovno, mikrobiologijo, ki je v zdravih tleh in tudi pač katero mikrobiologijo mi spodbujamo s tem, kar delamo na vrtu ali pa tudi puščamo pri miru, a ne? In kaj se dogaja v kompostu. In je zelo pomembno, a je ta kompost oziroma ta proces kompostiranja poteka ob zračnih pogojih spet in katere mikroorganizme smo mi pripeljali na začetku. Tako da potem pa, če imamo zelo pester nabor mikroorganizmov, ki so tudi iz našega okolja, so specifični, tam je neverjetna pestrost, na 10.000 različnih pač vrst mikroorganizmov, ki so v našem okolju naravno in potrebuje jih naša zemlja, naša geografska lega, nadmorska višina, osončenost glih na tem mestu. In to je tisto, kar potrebujejo rastline na našem vrtu. Tako da, če mi uporabljamo tele lokalne materiale, pridobimo res ogromno, največ pomoči od narave. Takole. Ja, tako da treba res vsakega vrtička spodbujati, da si res sam pripravi kompost. Ne? Vse k meni pridejo najprej tisto, a imate kaj komposta, kaj komposta. In jaz potem, a ga imate vi doma? Ne? In je zelo težko pripraviti ljudi, jaz imam v bistvu bolj mestne ljudi. Zato pa jaz vprašam, kot mestni človek. Ponavadi imajo besedico kompost, kompostnik povezano s tem, da to smrdi, pa da se živali tam nabirajo. Ne? Tako da je najprej pač treba to osvetliti, ne? Kako se sploh pravilno niti nalaga, ne, kompostni kup, ker dejansko ti, če boš sam z kuhne nosil skozi pa zvrtati tiste zelene odpadke, pa ne boš poskrbel, da boš... No, kako pa se pravilno nalaga? Ja, jaz imam skozi pri roki, ne vem, jaz imam ta počasen kompost, ne, v bistvu takrat, ko zelene odpadke položim na ta kompostni kup, ki počasi nastaja, imam skozi pri roki neko suho listje, suho slamo, da potem to pokrijem, da je plastenje nekakšnem sorazmerju, teh suhih pa mokrih odpadkov. Tako da skozi, tudi če takole nesem sam z kuhne neki par listov, takoj dam zraven še malo slame. Kaj pa balkonski vrtičkarji? Lahko tudi na balkonu kompostirajo? Ne? Ponavadi so balkončki tako mali, da so mogoče kakšne kante za zbiranje
tele lušne, ko obstajajo, ne, da potem tista tekočina, ki pač teče, da se lahko še za gnojilo sobnih rastlin uporablja, drugače pa... Ja, uporabljajo se tudi, oziroma se priporoča, pa sem videla primere, sicer sama tega nisem poskušala, no, ampak da imajo vermikomposterje, to pomeni pač kompostiranje posodice, ki lahko izgledajo tudi zelo lepo. Ne? In noter živijo kalifornijski deževniki, ki predelujejo ta kuhinjski odpad in je kvalitetno v bistvu gnojilo tudi. Tako da tako se da tudi na balkonu, po moje. Če večji sploh, ne bi. Ja. Malo smo že govorili o polžih, kako pa z boleznimi in škodljivci na sonaravnem vrtu. Pa nas doma so namakali koprive, pa ne vem kaj še vse, tista stvar je grozno smrdela, kot se spomnim. Kaj pa so sodobne variante tega? Zdaj vedno več tega tudi ni treba doma namakati, ne? Lahko greš v trgovino in kupiš. Ne? Jaz zmeraj pravim, da te gledati, da je res certifikat ekološki, ne? Ker vse je pomembno, odkot prihaja, ne? Za česa je narejeno. Drugače pa ti bi že verjetno znala malo več, bolj strokovno povedati o tem, kako pravzaprav mikroorganizmi, ne, nam pomagajo, da so rastline same bolj zdrave, bolj odporne. Ja, res je. V bistvu jaz to vidim tako, da ko se že pojavljajo vsi te škodljivci in bolezni, nas opozarjajo na to, da smo naredili nekaj, ne rečem, da čist narobe, ampak pač rastlinam nekaj manjka. Ne? Ker zdrave rastline imajo tudi zaščitno neko plast. Če so dobro prehranjene, imajo dovolj tudi sonca in vode, ne? Ker to ni samo ohranilih, ampak tudi pač morajo imeti vse, kar potrebujejo, zato da fotosintetizirajo. In potem več rastlina fotosintetizira, več zna proizvesti nekih snovi v svojem telesu, ki v bistvu odganjajo škodljivce, ker pač ta rastlina je preprosto neprebavljiva za insekte in tudi, če ima zaščitno plast koristnih mikroorganizmov na sebi, to je podobno kot pri človeku, ne? Imamo na sluznicah in na koži imamo pač neke svoje mikroorganizme, pač potem pa se ne more razviti recimo plesen na rastlini, ne? Glivično obolenje, če ima pač na sebi koristne glive. In zato je tako pomembno tole življenje v tleh. To je še next level, v bistvu še naslednja neka stopnja tega, kar lahko naredimo. Tako da, če imamo skozi neke težave in bomo samo reševali simptome, potem pa se bomo vrteli v krogu. Če pa naslovimo vzrok, zakaj so se pojavili, to pomeni, da spet skrbimo za življenje v tleh, krepimo rastline, se vprašamo, kaj jim manjka, potem pa dejansko hkrati odpravljamo vzrok. Včasih pa je treba seveda rešiti situacijo z nekim sredstvom, ampak naj so to res naravna sredstva, zelo močen je recimo česnov namok proti glivičnim obolenjem, to je nekaj, kar reši skoraj vse. Tudi če potrebujemo na hitro prehraniti rastline, jaz bi kar uporabila v nasmrdljivo koprivo, namočeno. Tako da se, ali pa mehansko spet odstraniti te škodljivce. Ampak velikokrat to ni nujno. Ko enkrat začne človek uporabljati svoj kompost, pa zastirati, že te dve stvari dejansko toliko pomagajo, da se vse postavi na svoje mesto počasi. Malo težko je to dopovedati, ne, ljudem, ker dejansko to, kar se dogaja v tleh, ne vidimo. Čim ne vidimo, nam je zelo težko razumljivo, kako se to dogaja. In sploh zadnja leta se mi zdi, da je vsa ta znanost povezavi z mikroorganizmi res tako napredovala, so se mi dve že prej pogovarjali. Vsak mesec pravi Jitka nekaj bolj v tem, da se nekaj novega odkrije. Zdaj ne vem, takrat, ko sem jaz recimo delala fakulteto, takrat v bistvu še sploh govorili nismo niti o ekološkem, ne? Pri pedologiji nismo govorili toliko o mikroorganizmih, tako da to se že v parih 10 letih tako obrnilo na glavo dobesedno. Nas so učili, koliko gnojiti, s čim gnojiti in govora ni bilo nič o mikroorganizmih. Nič. Pa so glavni, ne, v bistvu, za vse. Zanimivo. Tudi pri nas na našem vrtu ni bilo mikroorganizmov, mislim, ni bilo govora o tem, je bilo pa vse domače, no. Mislim, nič agresivnih sredstev in ampak to je bilo 80-ih, 90-ih, to so bili tudi drugi časi.
Jaz sem zrasla na vrtu, ne, ker je to bil pač, kot si ti rekla, skupni prosti čas z družino, vedno neko delo. Zakaj je to tako dobro za otroke? Pri katerih opravilih lahko tudi pomagajo, no, to pa mene niso ful silili k delu, sem se bolj igrala. Ja, to je zelo pomembno in tudi to je ravno to, da jaz tudi, ko srečujem ljudi, ki si želijo vrtnariti ali pa se pogovarjamo o vrtu, pač ugotavljam, da ogromno ljudi ne vrtnari ravno zato, ker imajo slabe spomine iz otroštva, kako so jih silili in so pač dejansko zasovražili vrtnarjenje zaradi tega. Tako da tle je prva točka, kako otroka ne siliti pač v vrtnarjenje, ker s tem ne bomo dosegli ljubezni do vrtnarjenja, definitivno ne. In pri otrocih je zelo pomembno spoštovati to, da otrok se razvija. On ni pač gotov odrasel, ki mu lahko dopovemo stvari kot odraslemu in je zelo odvisno od tega, koliko je star. Ker pač recimo tam nekje do 3. leta nima smisla neki velik pač od njega pričakati, ker se še uči uporabljati telo sploh in rokice in je pa tam nekje med 3. pa 6. letom je že zelo dobro, da otroci če si želimo, da nam pomagajo, da smo mi vedno zraven. Oni se takrat učijo s tem, da oponašajo neke vzornike starejše. Ne? Tako da naj je z njimi ali pa starejši nek otrok, ki jim bo kazal, s tem bojo oni največ pridobili in bojo tudi se počutili varni ob tem, kaj delajo. Potem pa nastane drugo obdobje, ko so zreli za to raziskovati, to so te mlajši šolarji, ne? Tam 6. do 12. leto približno. In raziskujejo, kaj se da delati, jih zanima vse, ne? In so tudi že zreli za to, da imajo kakšno svojo lastno gredo, da si začnejo pač testirati stvari, seveda ne zdaj gledati, bo kaj opleto, pa vse super, ne? Naj se igrajo. In potem pa, če se zdaj pogovarjamo res o vrtnih opravilih, ker na vrtu je ogromno tudi drugih stvari, da se lahko otroci igrajo in razvijajo sposobnosti, pač dejansko tudi psihomotorične stvari, pač koordinacijo in tudi sploh zavedanje sama sebe, svojega telesa, že zaradi tega, ker so zunaj. Ampak recimo po tem 12. letu pubertetniki naj imajo že svoj projekt. Oni imajo že tudi mnenje, kaj mi delamo narobe. In je zelo opolnomočujoče, če jim damo tudi prostor, če jim damo svobodo, da nekaj mogoče tudi spremenijo na tem vrtu, da si naredijo nekaj po svoje. Po svoje, ja. Mivo, zanimivo. Moram svoje otroke angažirati v tej smeri. Da ne bojo, ker to se je ful zgubilo, ne, pred toliko in toliko leti smo bili bolj samooskrbni čisto družba, zdaj pa se oddaljujemo od tega in prejšnje generacije so si znale pridelati hrano, zdaj marsikdo od naše generacije in mlajši pač sploh nima več tega koncepta. Ful lepo, da se to spet dviguje, ta zavest in priljubljenost vrtnarjenja. Jitka, vi ste s Češke. Koliko časa že živite v Sloveniji? Letos je že 15. leto teče, ja. Kdo pa je bolj vrtnarsko navdušen, Slovenci ali Čehi? Jaz bi rekla, da mislim, ko sem živela na Češkem, bilo čisto jasno, da Čehi so najbolj vrtičkarski narod na svetu, potem sem pa prišla v Slovenijo, pa sem videla, da tle bi skoraj rekla še malo več. Je pa velika razlika v tem, da Čehi so res vrtičkarji in pač vikendičari, ne vem, kako bi rekla, pač hodijo na vikende, a ne, to je zelo tipično. V Sloveniji pa ima ogromno ljudi tudi neko svojo lastno kmetijo, imajo to je že velika razlika, da ljudje veliko bolj kmetujejo. Ne? Na Češkem kmetij praktično ni več skoraj. Ne? Tudi pač v trgovini ne dobiš po zimi solate, pač razen iz Italije. Pač ni sploh toliko zelenjave za dobiti iz Češke. No? Premalo kmetije. Tako da definitivno so Slovenci bistveno več pač močni na področju kmetijstva. Vrtičkanje pa bi skoraj rekla, da je tam. No, jaz bom zdaj šla najprej v knjigarno po kak vaš vrtnarski priročnik.
In brati od začetka. In bom prebrala od Priporočam začetka. oboje. In Jernej priročiti in vrat od začetka, ker se res plačajo. Tako bom jaz začela. Mata pa vidim mogoče še kakšno misel za naše poslušalce, kakšno idejo za začetek zdaj vrtne sezone. Jaz bi rekla, da pogumno, pa naj se ne obremenjujejo s tem, kaj soseda dela, pa kaj je mama počela, pa kako, ker ni tako zakomplicirano. Se mi zdi, da danes tudi z temi velikimi trgovinami, z vrtnarskim materialom postalo tako vse kaotično, še jaz, ko pridem nekam veliko trgovino, se ne znajdem, kje, kaj, kako. Da pravzaprav en vrtičkar, ki ima zemljo, ki ima možnost vrtnariti, ne potrebuje pravzaprav veliko. Ne? Da to ni potem na koncu, da bi rekel, se ne splača, se vse dobim v trgovini. Ne? Narediš si kompost, namočiš si koprive, kupiš seme, ki ga naslednje leto lahko že tudi veliko pobereš in imaš svojega, tako da ne vem, no. Bolj enostavno moramo vzeti te stvari, ker vrtnarjenje naj bi bilo sprostitev, ne pa neka obveznost. Ne. Ja, se strinjam. Ja. Jaz mislim, da sta dve vrsti ljudi. Eni, ki sploh ne komplicirajo, se zaletijo v stvari in čist prehitro delajo stvari in potem pa zaradi tega imajo težave, ker ni premišljeno, pol pa so drugi, ki pač dejansko čist preveč premišljujejo, čist preveč hočejo vse popolno in ne gre. Mogoče bi samo povedala, da so raziskave dokazale, da ljudje, ki imajo vrt, so najbolj srečni in najbolj zdravi. Še bolj kot tisti, ki hodijo samo na izlete nekam v gost, ali pa tisti, ki recimo hodijo na sprehode v park. Vrtičkarji so bili v bistvu tisti, ki so imeli vrt, so bili najbolj zdravi, najbolj srečni. Ampak je to imel še en pogoj, da znotraj tisti, ki so imeli vrt, so bili najbolj srečni in najbolj zdravi tisti, ki so ne samo vrtičkali, da so delali na vrtu, ampak so tam tudi počivali in uživali. Ja. In to je mogoče taka... Pa brez rokavic treba delati, ne? Ker so bakterije, ki sproščajo v bistvu hormone sreče, ki ti grejo v bistvu čez roke, čez kožo v krvni Stik z zemljo. Stik z zemljo. Ja. No. Najlepša hvala vam za tale res prijeten pogovor. Upam, da smo koga navdahnili ali pa dali kakemu izkušenemu vrtičkarju kako svežo idejo za drug pristop k vrtnarjenju. Tako da hvala vam za obisk. Vam pa hvala za pozornost in se slišimo ponovno čez 14 dni.